Kulturna panorama. Pred enim mesecem smo, zaradi nenadne bolezni žal zaman, v Sloveniji pričakovali gostovanje nekdanjega nagrajenca Vilenice, madžarskega pisatelja Laszla Krasznahorkaja. Ta teden pa smo izvedeli, da je prav on letošnji prejemnik Nobelove nagrade za književnost. Pregled tedenskega kulturnega dogajanja bomo seveda začeli z njim. Sledita dva ljubljanska mednarodna festivala, jubilejni 10. Indigo, preplet sodobne umetnosti, oblikovanja, filozofije in glasbe, ki se je letos ukvarjal s temami negotovosti, informacijskega preobilja in vsakdanjih stisk, ter 12. festival stripa Tinta. Ta v prestolnico prinaša zveneča imena, kot sta francoski stripar in animator Benjamin Renner ter ena najzanimivejših sodobnih danskih ustvarjalk Rajke Willesen. Pol Valerij in prostor Mediterana je naslov razstave, ki smo jo obiskali v Pokrajinskem muzeju Koper. Pripravili so jo ob 80. obletnici pesnikove smrti. Posvetili se bomo še krasoslovnemu oddelku knjižnice Univerze v Aleksandriji in napovedali ponedeljkov audiofestival v Cukrarni. Kulturno panoramo pripravljamo v uredništvu za kulturo tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Glasbeno opremo je izbrala Tina Ogrin, za zvočno podobo skrbi Vito Plavčak, oddajo bom vodil Žiga Bratoš. Švedska akademija letošnjo Nobelovo nagrado za književnost Laszlu Krasznahorkaju podeljuje za njegov presunljivi in vizionarski opus, ki sredi apokaliptične groze potrjuje moč umetnosti. V slovenščini lahko beremo 3 njegove knjige, romana Satanov tango in Vojna, ter zbirko kratke proze Svet gre naprej. Vse je prevedla Marjanca Mihelič in seveda jo je novica iz Stockholma razveselila. Z njo se je pogovarjal Vlado Motnikar. Nobelovega nagrajenca Laszla Krasznahorkaja imamo v slovenščini vse po vaši zaslugi. Prevajate ga 12, mogoče še več let. Bralci ga poznamo kot temačnega pisatelja, recimo distopika. Kako pa je vaš pogled na njegovo pisanje? Ja, se pravi, podoba, ki jo izrisuje, je pač podobe naše sedanjosti, prihodnosti, našega življenja, bivanja sploh, ne, človeka v tem svetu, razmerja človeka do človeka. Ja, podoba zagotovo ni svetla, ne, zato to je zdaj že puhlica, ne. Susan Sontag je izrekla to krilatico mojster apokalipse iz konteksta izvzeta, seveda. Preprosto mogoče je to tisto, kar je razkril, recimo zdaj nazadnje smo dobili roman v slovenščino Satanov tango, ki je bil dejansko pisateljev prvi roman. Izšel je leta 85, v katerem govori o lažnem mesiji, ne. Očitno ga žene v to smer, da razgalja krinke. Ljudje preveč živimo v lažnih iluzijah, oziroma celo to pravi. Ljudje si ne želimo pravega mesijo, ker to pomeni soočanje samega seboj, ampak si želimo lažnega mesija od rešitelja, ki nam bo govoril, kako smo dobri, kako smo lepi, kako bo vse v redu, ki nam daje lažno upanje. Skratka, ja, ta podoba pač v nekem mogoče filozofskem smislu, da ne bom rekla v vsakem trenutku, izpade kot črna temačna podoba. Name ne deluje tako, jaz moram reči, da mogoče mu res precej sledim v teh mislih in zato ima mogoče manjši krog, ni tako popularen, ampak zagotovo ima krog svojih bralcev, privržencev v tem smislu. V čem pa je njegova pisateljska moč? Je to pogled v družbo človeka, je slogovni prijem, je moč jezika? Ja, vse to. Jaz vesela sem, da je komisija to prepoznala. Jaz mislim, da je on res eden tistih univerzalnih, pisateljev, če se lahko tako izrazim, pri katerem je vse, to je res to razgaljanje našega bivanja, recimo v tem svetu. Po drugi strani, način pisanja, in to, ta je gon po ustvarjanju, dobesedno gon po iskanju, čeprav odreče možnost
uzrtja na nek način, neizmerne lepote, estetike, ampak k temu stremi tako strastno. To je takšna obsedenost iskanja tega lepega v umetnosti, seveda, zdaj človek ga je očitno malce razočaral, ampak tega lepega, ki je del naše kulture, ki je del naše civilizacije, konec koncev, mogoče tudi neka želja v vsakem človeku po tem lepem doživetju, ki ta občutek kdo najde, je seveda druga stvar, ampak to je res prav nepotešljiva želja po tem, da bi to ugledal, našel in zapisal. In to je tudi ta slog pripovedih, kateri stremi in ustvarja, in to je resnično inovator, recimo. Jaz ne poznam takega primera, ampak on je dejansko ustvaril to svojo poved, kot mi pravimo, ne. Že v teh prevedenih romanih lahko opazimo te večstranske povedi, ne. To je kot lava, ki se nadaljuje strani na stran, ampak roman, ki ga še nismo prevedli, mislim, da je šel pred nekaj leti, je Heršt, ki je pa zgrajen iz ene same povedi, ker ima tudi Krasnohorka svoj odnos do pike, ne. Pravi tudi, da postavljanje pik v sproščenem govoru je umetelna stvar. Skratka, to je tolmun vsega ali pa vrelec vsega. Tematike, odnosa do tega, filozofije, ker se zelo spušča v ta ontološka vprašanja, možnosti spoznavanja, omejenosti sploh človeškega dojemanja, ne, tu smo na robu filozofije, recimo, hkrati ta strast pripovedovanja, iskanja in na nek način tudi želja po ustvarjanju neke nove povezave med besedo, mogoče še vedno malce verjame v moč te izvorne besede, kot je recimo Biblija, ne, recimo kot neka prva, ali pa božja beseda, recimo, ne, da je bila kultura, človeška civilizacija, nekaj drugačna in človek drugačen v tem svojem odnosu do sveta, da je obstajala neka prvotna zaveza med njima in kljub vsemu, čeprav ne verjame, da mu bo to uspelo, stremi k temu, ne, in to vse skupaj, ne, je, mislim, da je ena taka magična moč, kdor je seveda dovzeten za to in se ne prestraši en malce mogoče napora pri branju. Omenili ste pisateljsko lavo. Kako je bilo prenesti v slovenščino? Deluje na drugačen način ali je šlo v istem Jaz slogu? osebno sem prevajalka, ki sledim in želim slediti in se mi zdi prav, da slediš avtorju, seveda kolikor gre. V tem smislu, da če on ne naredi pike, ker je pika recimo del njegove poetike, si je tudi jaz ne bom privoščila narediti, ker to mislim, da je rušenje, ker to je zavestna stvar, ne, to je res del poetike. To pa v slovenskem kot slovanskem jeziku povzroča nekaj problemov, ker madžarščina je jezik, ki omogoča več te svobode in ne deluje stilno zaznamovano. Izpovedi sploh pa recimo v prostem govoru ni toliko zaznati v humanistični prozi ali v leposlovju, pa je mogoče se izražati z veliko deleži in deležniki brez osebnih glagolskih oblik, ne? Ker pač madžarski jezik je strukturalno drugačen. V slovenščini je nekaj več problemov s tem in seveda meni je to izziv, moram reči. Pač premeščaš, kjer se da, uporabljaš deležnike in deleže, ampak prestavljaš levo in desno od recimo jedra povedi ali pa fraze, kjer gre, razvezujem seveda, ne, ker madžarščina prenese več tega, razvezujem, pri tem seveda je težko včasih, da ne izgubiš smisla te povedi, ne, če razvezuješ na vse konce in kraje, več kot dvakrat ki ne bom uporabljala, ne, v teh odvisnih stavkih, ampak hočem reči, no, upam, da mi kolikor toliko uspeva. Je pa zalogajno, to pa je. Ja. Najbrž niti ni smeli prekiniti tega, ker je ta madžarska poved že kar pojem, če se spomnimo romana Nikolaidisa, ki ga je zelo v naslov uvedel madžarska poved. To je dejansko postal Krasnohorkov stavek, se reče temu, kot, to je dejansko že pojem, dobesedno, ne bi si privoščila, seveda ne. Krasnohorka je očitno zrasel oziroma njegovo pisanje iz izkušnje totalitarne družbe oziroma potem v tranziciji. Zdaj se pa izkaže to kot univerzalno. Je to, kar je prepričalo po vašem mnenju Švedsko akademijo? Jaz mislim, da je to sigurno. On je pisatelj, ki je prepotoval cel svet dejansko. Živel in spoznal kulture na Japonskem, Kitajskem, v Ameriki, Evropo sploh bival v več državah po dlje časa.
kot štipendist in ker je strahotno radoveden, kot tudi sam pravi. In mislim, da je ta njegova osnovna tema je dejansko posameznik in ta totalitarizem družbe, države, kakorkoli skupnosti in to je ves čas nekako, ker je seveda tudi zrasel v tem. In seveda je želel pisati o tem, to se ga je zelo močno dotaknilo. Se pa spomnim en intervju, v katerih je povedal, da ni bil njegov prvi namen pripovedovati o tej komunistični Madžarski, že takrat je segel globlje in višje, ne? Da je to vzrl kot en modul pač bivanja človeštva na tem svetu žal. Ne? Kakor se razvijajo ta razmerja večkrat podobno, ne? Da revolucija, avtoritarizem, revolucija, totalitarizem. Ta žal je ta način, kot ta modus vivendi na celem svetu in mogoče je res ta ideja oziroma zapriseženost k odkrivanju tega je mogoče bila res tista nota, ki jo je komisija opazila, kar se mi zdi prav. Ker dejansko svet tako se razvija, ampak razvija je pod narekovaj, seveda, ja. Človek se ni bistveno spremenil, to pravi, recimo, ne, od pamtiveka do danes. Ja. Ko je leta 2014 prejel nagrado Vilenica, ste pripravili za radio literarni večer o njem, naslov je bil Je ta družba rezultat 10 000 let? Ja, se spomnim, ja. In zdaj naj bi bilo to, kar še vedno aktualno. Ja, to velja. Recimo on sam, ko ga sprašuje, kako je lahko Satanov tango, v 40 letih še kar ga prevajajo, ne? Ne znebimo se jih, teh lažnih mesij, vedno znova poganjajo, vse povsod, ne, v tem je stvar. In hkrati mislim, da je komisija mogoče prepričala tudi ta njegova privrženost tej estetiki, lepoti, kulturi, pa tudi ta njegov v resnici poseben slog, način pripovedi in tudi ustvarjanje tega drugačnega, novega preoblikovanja, da je beseda mogoče še nekaj, kar ima v sebi težo, beseda kot sama, čeprav pravi brez upanja, ampak vendarle, ne vem, mogoče sam verjame v to. Ima samo to, pravi. Načrtujete še prevod kakšnega njegovega dela? Napovedujem ga lahko, vse dogovarjamo, založbo Beletrina za Melanholijo upora. To je bil njegov drugi roman in jaz sama menim, da je to pač organsko nadaljevanje Satanovega tanga, ker če je v Satanovem tangu lažni mesija tisti, ki vara in seveda državni vohun, ki prevara ljudi in jim pobere vse, je pa v Melanholiji odpora v ospredju ta množica, ne, zavedena ali pa zavedena, po narekovaj mogoče, to je vprašanje. Množica, vandalizem in seveda se pojavi spet neki princ, ki jih spodbuja k vandalizmu, da samo na ruševinah vsega, kar obstaja, se lahko zgradi nova družba, novo, boljše življenje, tako naprej, ampak spet seveda se pojavi tretji, ki izrabi to, ne, to se nam dogaja danes, v ne tako daljnem okolju, ko pride spet tretji in potem zlorabi to nezadovoljstvo množice, ki preide v vandalizem, ker ga nekdo k temu spodbuja in tisti tretji, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, na podlagi tega vandalizma izrabi recimo revolucijo in uvede diktaturo. To so predpisani recepti in to je to. Sinoči se je v Cukrarni končal 3-dnevni festival Indigo, ki je prepletal bogat diskurzivni in glasbeni program z uglednimi domačimi in tujimi gosti. Letošnja jubilejna izdaja je potekala v znamenju premišljevanja o duhu časa, ki so ga organizatorji opisali kot mračen, negotov in digitalno preobremenjen. Zato so kot temo izbrali Dark Mode, kar je sicer ime nastavitve zaslona naših elektronskih naprav na temni način, a hkrati v spletni kulturi postaja metafora za splošno spremembo občutja v družbi in njen odziv na informacijsko preobilje. Prispevek Urške Savič.
Festival Indigo je letos potekal že 10. Pričel se je kot dogodek pred Mestnim muzejem na Trgu francoske revolucije, ki je prvotno želel povezati kulturne prostore v svoji bližini, da bi skupaj praznovali začetek nove sezone. Prerasel pa je v festival velikih imen sodobne teorije umetnosti, oblikovanja, arhitekture in glasbe. O začetni motivaciji za izvedbo je spregovoril umetniški direktor festivala Indigo Blaž Peršin. Sam začetek festivala bil pa to, da smo opazili, da je zelo pomembno, da poskušamo povezati različne umetniške prakse. Prav. In na en stran teorijo, na drug stran pa tudi izvedbo, oblikovanje, skratka različne pristope, ki prispevajo vedenje o tem, kje smo, kdo smo, na kakšen način razmišljamo in na kakšen način je v bistvu situacija okoli nas lahko aktualna. Aktualna pa je pač na to, da se moramo odzvati na različne družbene probleme, ki nas obdajajo. Te so bili mogoče prej malce drugačni, kot so zdaj. Vmes je bila korona, vmes so bili razni dogodki, zdaj nažalost vojne, nasilje, ekološke spremembe in tako naprej. Ljudje pa smo nekako del vsega tega in umetniške prakse, s katerimi smo se mi ukvarjali in smo jih povabili na ta festival, so razsvetljevali res te vpoglede trenutnega stanja na to, kaj nas pravzaprav obdaja. Letošnja edicija nosi naslov Dark Mode oziroma temni način, ki ima dvojni pomen. Označuje preklop barv na zaslonih elektronskih naprav na temnejše odtenke, prehod iz svetlega v temno pa se je prijel tudi kot metafora za stanje našega duha in duha časa, je v spremnem besedilu festivala zapisal Blaž Peršin. Dodal je tudi, da nam fraza Dark Mode omogoča, da reflektiramo svojo družbeno in osebno držo, ne le kot posamezniki, temveč kot kolektiv. Na kakšen način se festivalski program prepleta s simbolnim pomenom naslova festivala, nadaljuje Peršin. Temni način je neke vrste uporabniški umestnik. To, da imamo malo rahlo zatemnito, da se mogoče oči lažje prevadijo na situacijo. V bistvu smo se pa mi vsi skupaj prevadili na neko temno situacijo. Na neko situacijo, ki konfigurira naše stanje, da se mogoče malo umaknemo v eno cono obdobja. Tehnofeudalizem, ki nas obvladuje. Skratka, vse te korporacije, ki v bistvu vodijo ta uporabniški umestnik, pa še marsikatere druge, v bistvu so nas prisilili v to, da se ne zavedamo pravzaprav prostora, kjer smo in da smo lahko zelo vodljivi. Vodljivi smo pa na ta način, da v bistvu ne razmišljamo več o tistih trenutkih skupnosti, skupnost tista, ki nas povezuje. In tukaj smo predvsem želeli dati detekcijo nekih stvari, ki so na prvi pogled mogoče neaktualne, pa so v bistvu z nekim drugim branjem popolnoma aktualizirane. Tako da recimo oblikovalski program je zasledoval tiste možnosti, na kakšen način lahko drugače pristopimo k oblikovanju, kaj je tukaj še nek družben kontekst tega. Glasbeni nastopi so v bistvu nekateri čist pomik v neko samo, pa neko reinterpretacijo duha, ki ga živimo danes. Mogoče drugi razmišljajo tudi o neki skupnosti, tudi skupnosti queer družb, pa skupnosti neke elektronske glasbe, ki mogoče zasleduje življenje, pa to v bistvu je pa tudi lahko kakšen temačen odsev tega, kar smo danes. Glasbeni del programa konceptualno snuje umetniški in glasbeni kurator Brandon Rosenblut. Vlogo je prevzel leta 2021, ko se je Indigo preselil v nove prostore Cukrarne, s tem pa tudi razširil glasbeni program in predrugačil svojo vizijo. Sedaj je usmerjen v elektronsko glasbo, pri čemer pa želi ostati zanimiv čim širši publiki in različnim generacijam. Vsak dan je kuriran tematsko in se osredotoča na občutek, ki ga želi predati občinstvu. Več o svojem kuratorskem pristopu Rosenblut. Usually the first day it's more of a listening experience, it's more drony ambient. Običajno je prvi dan namenjen poglobljeni poslušalski izkušnji z bolj ambientalno glasbo, to pa ne pomeni, da je to tiha glasba.
V sredo je bil sicer nastop bolj umirjen, toda v preteklosti smo gostili Katerino Barbieri, Tima Hekerja in Lairo Pramuk. Drugi dan je vedno nekoliko nepredvidljiv. Lani so nastopali Igloo Ghost in Actual Objects, to je bilo privlačnejše za mlajše občinstvo, povezano s hiperpop internetno glasbeno estetiko. Letos pa je bil program bolj raznolik. Glavna nastopajoča sta bila Doppler Effect, klasični detroitski elektroduo, pred njima je Colin Self pripravil zelo teatralen nastop s 15 lokalnimi prostovoljci, ki so plesali ter nosili kostume in maske. Vedno radi vključimo vsaj enega umetnika, ki je bolj performativen, ki ni samo za računalnikom ali klaviaturo, ampak res neposredno stopi v stik z občinstvom. Petek je potem vedno nekoliko zabavnejši, saj je zadnji dan in imamo zaključnega DJ-ja ter pred njim še nekaj bolj plesno usmerjenih elektronskih glasbenikov. Letos sem še posebno navdušen, ker je v živo nastopila bobnarka, nadvse uveljavljena Valentina Magaleti skupaj z Nidijo, izjemno producentko iz Lizbone. Poleg tega je Slickback predstavil povsem nov audiovizualni nastop, ki je pred nekaj tedni doživel premiero v Pragi na festivalu Lunchmeet. And then Slickback is presenting brand new audiovisual show which just premiered a few weeks ago in Prague for Lunchmeet Festival. Festivalu Indigo je pomemben vidik druženje, ki ga tako glasbeni kot diskurzivni program ustvarita med udeleženci. Povezovanje posameznikov ustvarja skupnost, slišati drug drugega pa temelji na praksi poslušanja, tako ustvarjalnih nastopov kot pogovorov in predavanj. Med gostujočimi predavatelji je bila tudi Nura Buzajid iz londonskega kolektiva Forensic Architecture. Ta s pomočjo forenzičnih podatkov, kot so satelitski posnetki, arhivske fotografije in z drugimi medijskimi tehnikami preiskuje nasilje državnih struktur. Več o delovanju skupine je razložil Blaž Peršin. Ustanovni član te skupine Forensic Architecture je Eyal Weizmann, ki je s svojimi kolegi, pa naj si bodo to Palestinci, naj si bodo drugi pripadniki skupnosti, ki so pod določenim terorjem, dal možnost glasu. S pomočjo različnih sfer in grafičnega oblikovanja, s različne detekcijo prikazovanja podatkov, iti v srž same problematike, razglabljajo o državnem nasilju, kako to državno nasilje učinkuje, kakšne inštrumente ima in na kakšnih de facto premisah v bistvu sploh deluje. In ta skupina je v bistvu zelo pomembna zato, ker arhitekturo, sociologijo prostora jemlje na popolnoma drugačen način, jo nekako razpira in se ukvarja s odpravo pa detektiranjem krivic in posledično možnostjo, da jih zaznamo. Predavanje Nura Buzajid se je osredotočalo na raziskovanje genocida, ki trenutno poteka v Gazi. O delu kolektiva Forensic Architecture sta v pritličju Cukrarne na ogled tudi 2 filma, ki razkrivata metode prostorskega in arhitekturnega raziskovanja pri preiskovanju kršitev človekovih pravic. Kljub temu, da se je festival že končal, bo filmska instalacija na ogled do 19. oktobra. Strip, umetniška zvrst, ki združuje vizualno in literarno ustvarjanje, je v Sloveniji zelo razvit in ima dolgoletno tradicijo. Prav zato so v preteklem tednu na Ministrstvu za kulturo predstavili nov projekt poimenovan Nacionalni dan stripa, s katerim želijo okrepiti bralno in vizualno pismenost ter prispevati k temu, da stripovska umetnost v vseh svojih raznolikih pojavnih oblikah postane enakovredna literarna zvrst. Osrednji dogodek projekta bo 22. novembra ob 100. obletnici rojstva slovenskega pionirja na tem področju Mikija Mustra. Stripu pa je posvečen tudi festival Tinta, ki že od 8. oktobra poteka na različnih prizoriščih v Ljubljani
In sicer v kinu Šiška, v galerijah Ekurna, Alcatraz in Dobra Vaga, na Vodnikovi domačiji ter v Slovenski kinoteki. Ana Rozman je pred mikrofon povabila vodjo in koordinatorico programa Tanjo Skale. Spoštovana Tanja Skale, trenutno v Ljubljani poteka festival stripa Tinta. Festival poteka že 12. leto zapored. Povejte nam malce več o samem namenu festivala. Festival že od samih začetkov nekako predstavlja in zasleduje raznolikost sodobne stripovske ustvarjalnosti, tako doma in na tujem. Na eni strani se posveča aktualnim dosežkom domačih avtorjev in avtoric, hkrati pa se trudimo v Ljubljano privabiti čim več tujih renomiranih gostov, ki morda prihajajo z drugih okolij, z drugo stripovsko tradicijo in na tak način vnašajo tudi k nam neke nove vsebine in izraze. Kako pa je festival zasnovan? Kaj vse pravzaprav vključuje? Nekako se trudimo nagovoriti čim širšo publiko, tako da v bistvu festival prinaša različne dogodke. Nekako ga tradicionalno že utvarjamo za serijo razstav, na kateri se predstavljajo osrednji gostje festivala. Razstave pa dopolnjujejo potem tudi pogovori, filmske projekcije, ki so nekako povezane z stripi, ki jih predstavljamo, bogat otroški program, delavnice, pa tudi seveda stripovski sejem, kjer se v bistvu predstavijo vsi založniki, ki se ukvarjajo s stripom pri nas. Kot ste omenili, v ospredju 12. Tinte so mednarodno priznani ustvarjalci in ustvarjalke različnih poetik in pristopov. Nam jih lahko nekaj predstavite? Morda je najbolj poznano ime, tudi v bistvu širši publiki, naš letošnji francoski gost, priznan animator, pa tudi stripar Benjamin Renner, ki je v bistvu za svoje animirane filme osvojil vse možne nagrade na tem področju, tako francoskega Cezarja, bil nominiran za Oskarja, je pa v bistvu v svojem bistvu zelo strasten stripar, tako da dopolnjuje v bistvu strip in animacijo in bo tudi v Ljubljani v bistvu predstavljal dela z obeh ustvarjalnih področij. Potem gostimo dansko stripovsko ustvarjalko Rike Villadsen, ki se v bistvu predstavlja prvič v Ljubljani, tudi z svežim prevodom stripa in v bistvu vnaša v strip neke razmisleke iz področja feminizma, prepraševanja lastne identitete kot ženske, ker strip je bil, moramo reči, tradicionalno zelo moško usmerjen medij, kjer so prevladovali tudi moški junaki, ki so se podali na neko pustolovščino, dogodivščino, ženske pa so bile dostikrat v vlogi stranskih likov, ampak v bistvu v zadnjem času, recimo zadnjih 20 let, se to spreminja na področju avtorskega stripa in mislim, da bi lahko rekli celo, da danes celo več stripovskih ustvarjalk v svetovni ravni kot ustvarjalcev na področju avtorskega stripa in tudi pri nas opažamo denimo porast stripovskih avtoric, kar me zelo veseli. Vrhunec festivala pa je veliki stripovski sejem v kinu Šiška, ki se bo danes sklenil s podelitvijo nagrad za najboljše stripe leta. Kaj vse je pravzaprav možno videti na sejmu in za kakšne nagrade gre? Stripovski sejem je v bistvu eno veliko druženje ob stripih. Na sejmišču se predstavljajo domala vse založbe, ki pri nas izdajajo stripe, pa tudi prodajalci rabljenih klasikov. Potem pa v bistvu samo sejemski program spremlja pester program pogovorov z domačimi in tujimi gosti, delavnic za otroke, letos bomo tudi imeli tiskanje v živo na majice, posebej tinta motivom. Tako da zaključi pa se sejem z podelitvijo nagrad Zlati repec, ki v bistvu jih podeljujejo Zavod Stripolis in Društvo Packa. In nekako nagrade so tiste, ki v bistvu obeležijo in izpostavijo najboljše stripovske dosežke preteklega leta, tako domače stripe kot v bistvu prevode. In nekako želimo na ta način tudi širši javnosti predstaviti raznolikost aktualne produkcije, jih tudi spodbuditi k branju teh stripov. Še to sem vas želela vprašati, če se malce ozrete nazaj, torej na sam razvoj festivala. Namreč, kot sva omenili, poteka že 12. izdaja Tinte. Kako se je pravzaprav festival razvijal skozi leta in kakšne načrte imate z njim v prihodnosti?
Festival se je začel v bistvu kot enodnevni dogodek v kinu Šiška, kjer smo nekako ravno želeli povezati različne akterje domače stripovske scene, tako avtorje in založnike, in se nekako družiti ob stripih. In iz tega je potem skozi leta v bistvu se razvil v večdnevni dogodek, ki v bistvu ima že vse skozi podoben obseg kot dan danes. In še zmeraj v bistvu nekako je entuziazem in navdušenje nad stripi je tisto primarno gonilo festivala, seveda pa v bistvu z podporo strani Ministrstva za kulturo in drugih financerjev lahko nekako bogatimo program z različnimi dogodki. Veseli smo, da se je pridružila v bistvu v okviru festivala tudi stripovska rezidenca za francoske stripovske avtorje v Sloveniji. Z dosedanjimi aktivnostmi in tudi mednarodnimi gosti, ki smo jih že gostili v Ljubljani, je festival pridobil nek renome tudi v tujem prostoru in v prihodnje bi želeli ravno krepiti te mednarodne povezave, se povezati z drugimi podobnimi evropskimi festivali in na ta način tudi omogočiti slovenskim avtoricam in avtorjem, da se morda predstavijo v tujini. V Pokrajinskem muzeju Koper so v sredo odprli razstavo Paul Valéry in prostor Mediterana, ki jo posvečajo 80. obletnici smrti tega velikega francoskega pesnika in esejista ter vsestranskega ustvarjalca. Razstava je nastala v sodelovanju z muzejem Paul Valéry iz Seta, ki je posodil več kot 50 eksponatov, in kulturnim društvom Peter Martinc, ki je s to ustanovo navezalo stike že pred poldrugim desetletjem, ko so razkrili, da izvira Valerijev rod po materi iz Kopra. Več Neva Zajc. Paul Valéry se je vrnil v kraj svojih prednikov, natančneje pred 225 leti v Kopru rojene babice. Tu bo 3 mesece na ogled razstava, ki prav zaradi te povezave med severnim Jadranom, kjer je domovala materina družina, in krajem njegovega rojstva Setom v Akvitaniji, na drugem koncu Sredozemskega morja, upravičeno nosi naziv prostor Mediterana. Pa ne gre le za to naključje, marveč za nesporno dejstvo, da je slavni francoski pesnik, esejist in mislec, ki velja za enega najpomembnejših predstavnikov simbolizma in moderne francoske književnosti, rasel ob morju in bil z njim zaznamovan za vse življenje, tako zelo, da si je za kraj zadnjega počitka izbral morsko pokopališče, ki mu je namenil eno najslavnejših pesmi. Koper in Set sta se letos povezala prek njunih muzejev, tistega v Setu, ki nosi njegovo ime, in Koprskega pokrajinskega muzeja, in v istem letu počastila 80-letnico njegove smrti. O sodelovanju je direktorica muzeja Paul Valéry Camille Bertrand-Hardy povedala. Menim, da je sodelovanje med dvema muzejema vedno koristno. Kulturno sodelovanje vedno pomeni izmenjavo znanja med znanstveniki, pa tudi dialog s širšim občinstvom. Zame je to izredno pomembno, saj omogoča nadaljnje širjenje poznavanja Paula Valéryja, ki je eden največjih pisateljev in filozofov francoske književnosti. Valerijevo delo je znano po globoki intelektualnosti in estetski dovršenosti, verjetno je najbolj znan po pesniški zbirki Šarm iz leta 1922, ki vsebuje njegova najslavnejša dela, kot sta Morsko pokopališče in Mlada parka. Njegova poezija je polna simbolov in filozofskih razmislekov o času, umu in lepoti. Poleg poezije je pisal tudi eseje, v katerih je raziskoval teme, kot so umetnost, znanost in človeška ustvarjalnost. Veliko manj vemo o njegovi likovni dejavnosti, o čemer pa vedo veliko povedati in pokazati prav v muzeju v Setu, Camille Bertrand-Hardy.
Rada bi še povedala, da je zbirka Paula Valerija v muzeju Paula Valerija v Setu zelo osredotočena na njegovo umetniško dejavnost. Izbor, ki smo ga predstavili v Kopru, je zelo poseben pogled, usmerjen predvsem v njegovo biografijo, kar se mi zdi zelo zanimivo, saj poudarja, kako občutljiv človek je bil. To nam omogoča, da vidimo, kakšno mesto je imela risba v njegovem umetniškem ustvarjanju, hkrati pa vidimo njegovo naklonjenost družini, opazimo, kako ljubeč sin je bil, kako skrben oče. Omogoča nam, da spoznamo njegove umetniške stike. Bil je zelo radoveden, zanimali so ga umetniki njegovega časa in to je dobro vidno. V tej izbiri vidimo občutljivega človeka in intelektualca, kar se mi zdi zelo točno in zelo zanimivo. V Kopru lahko vidimo 10 njegovih slik, tudi dela drugih avtorjev, pa tudi številne risbe in skice, s katerimi je vsak dan polnil svoje dnevniške zapiske. Paul Valéry je namreč več kot 50 let, od leta 1894 do svoje smrti, vsakodnevno zapisoval svoje misli, ideje in razmisleke v tako imenovanih kaje. Ti zvezki predstavljajo enega najobsežnejših intelektualnih dnevnikov 20. stoletja. Njegovi zapiski so bili objavljeni posthumno in so ključ za razumevanje njegovega ustvarjalnega procesa in miselnega sveta. Koprska razstava v 6 sklopih izriše njegovo življenjsko pot. Prvi je seveda namenjen koprsko-tržaškemu rodu, temu sledi otroštvo v Setu in mlada leta v Montpellierju ter zrela doba in uspešna leta pariškega bivanja in ustvarjalnosti. Zaključi se z mednarodnim angažmajem in pregledom odzivov slovanskega sveta. Na razstavi vidimo poleg nekaj zvezkov z omenjenimi skicami in zapisi tudi primere korespondence, ki velja za eno najzanimivejših, saj si je dopisoval s pomembnimi osebnostmi svoje dobe. Med njimi so bili Andrej Žid, Rainer Maria Rilke, Louis Pasteur in mnogi drugi. Njegova pisma so izraz intelektualne razprave, osebnega razmisleka in pogosto tudi poetične izpovedi. Dela prihajajo v Koper iz muzejske zbirke, ki je raznolika. O njej nam njena muzejska skrbnica, ki je v Koper pospremila njegova dela, Céline Atanasio, med svojim bivanjem v Kopru povedala. Imamo torej zbirko, ki se je začela z donacijo njegove žene, gospe Jeanine Valéry, leta 1948. Mestnemu muzeju, ki takrat še ni nosil imena Paul Valéry, je podarila zbirko pisem, risb in veliko rokopisov, med katerimi je bil tudi prvi rokopis morskega pokopališča. Tako je bil ustanovljen ta sklad. Z leti smo prejeli veliko gradiva iz zasebnih zbirk, med katerimi bi posebej omenila gradivo, ki smo ga dobili leta 1982 od grofice Iline Šakovskoj. Pred dobrimi 10 leti smo prejeli tudi zapuščino njegove snahe, Judith Robinson Valéry. Več let smo na dražbah kupovali rokopise, zlasti obsežno korespondenco, kajti Valéry si je veliko dopisoval z različnimi osebnostmi svojega časa. Tako imamo korespondenco s Stefanom Mallarméjem in zelo dragoceno in obsežno korespondenco z njegovo veliko ljubeznijo, ki se je podpisovala kot moški, Jean Vollier, v resnici pa je bila Jean Loviton. Zadnja pridobitev na področju dopisovanja, ki predstavlja precej obsežen fond, pa je korespondenca, ki jo je vse življenje vzdrževal s svojo hčerko Agathe. Del njune korespondence je na ogled tudi v Kopru. O tem velja povedati, da je imel Paul Valéry v svoji bogati korespondenci kar nekaj naslovnic, ki jim je namenil ljubezenske izlive in nekaj svojih najlepših pesmi. Valéryjeva pisma hčerki Agathe so izjemno čustven dokument. V njih se izkaže kot oče poln ljubezni in skrbi. Pisma pričajo o globoki vezi med njima, ki je trajala vse življenje in veljajo za eno najlepših pričevanj očetovskega in hčerinskega odnosa. Na razstavi odkrivamo tudi delček iz bogate zapuščine pisem, ki jih je napisal pisateljici Jean Loviton, bolj znani pod psevdonimom Jean Vollier, s katero se je zbližal leta 1937 in ob njej doživel eno najbolj strastnih, a tudi duhovnih epistolarnih razmerij. Razstava v Pokrajinskem muzeju v Kopru bo odprta do 11. januarja.
Zdaj pa prispevek, ki smo ga pripravili v Aleksandriji v Egiptu. Tam in v zahodnem puščavskem delu te starodavne dežele se je pred dobrim tednom končal mednarodni znanstveni simpozij, na katerem je bil tudi naš Goran Tenze. V naslednjih minutah se bo posvetil oddelku krasoslovne literature v biblioteki Univerze v Aleksandriji, ki so jo z egiptovskimi ustvarili naši krasoslovci. V ponedeljek, 29. septembra, se je v enem najstarejših sredozemskih urbanih središč mestu Aleksandrija začel mednarodni znanstveni simpozij organizacij Egiptovskega društva za okoljske spremembe, ki je član Mednarodne asociacije za geomorfologijo. Sestavni del v tem okviru pa je tudi Inštitut za raziskovanje krasa Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU iz Postojne. Na področju krasoslovja ena najuglednejših, najstarejših, predvsem pa zelo aktivnih raziskovalnih ustanov na svetu. Večji del Egipta izven okvira delte Nila, predvsem pa proti zahodni meji z Libijo, tvori tako imenovani puščavski kras. Seveda kras z malo začetnico, kot tla s karbonatnimi kamninami, podzemnimi jamami in rekami. Osnov raziskovanja kraških tal so se tamkajšnji naravoslovci različnih smeri po večini učili v že 3 desetletja trajajoči vsakoletni mednarodni krasoslovni šoli, junijskim enotedenskim simpozijem v organizaciji postojnskih krasoslovcev. Tam so z našimi tudi navezali stike, po dobrih 2 desetletjih pa skupaj ustanovili oddelek s krasoslovno literaturo v knjižnici Univerze v Aleksandriji. Glede na to, da nam je zaradi tamkajšnjih objektivnih razlogov ni uspelo obiskati, smo s krasoslovcem Tadejem Slabetom in knjižničarko iz Postojnskega inštituta Jasmino Čeligoj-Biščak posneli krajšo predstavitev poti do krasoslovnega oddelka Aleksandrijske univerzitetne knjižnice. Najprej Tadej Slabe. 2 desetletji že uspešno sodelujemo z raziskovalci krasa iz Egipta. Podajamo jim izkušnje, pridobljene pri razvoju krasoslovja na krasoslovno-klasičnem krasu, skupaj raziskujemo njihov puščavski kras in zakrasevanje kulturne dediščine, v zadnjem času predvsem Keopsove piramide. Študenti iz Egipta študirajo pri nas in skupaj prirejamo vsakoletno mednarodno srečanje v Egiptu, življenje v različnih pokrajinah. Po njihovem večkratnem študiju v naši knjižnici in pošiljanju posameznih del v Egipt smo ugotovili, da bi bilo zelo koristno geografsko knjižnico na Univerzi v Aleksandriji dopolniti s krasoslovnim oddelkom. Zato se je še posebej zavzel profesor Magdi Torab. Študentov geografije je namreč veliko in dobršen del Egipta je kraški. Obljubili smo jim vso podporo in prve knjige, ter znanstvene revije smo jim kar ročno prinesli v Egipt ob naših raziskovalnih odpravah. Nekaj o knjižnici je povedala Jasmina Čeligoj-Biščak, vodja Postojnske inštitutske knjižnice. Knjižnici na Univerzi v Aleksandriji je inštitut podaril celotno zbirko revije Acta Carsologika. To je znanstvena revija, ki jo naš inštitut izdaja že vse od leta 1955 naprej. Prav tako smo jim podarili tam nekje 30 naših knjig, ki smo jih na inštitutu izdali v zadnjih letih, pa tudi nekaj pomembnih monografij in pa revij z področja krasoslovja, ki so naši knjižnici podvajajo. In vsekakor smo jim pripravljeni še naprej pomagati pri oblikovanju krasoslovnega oddelka. Sicer pa več o sodelovanju slovenskih krasoslovcev z egiptovskimi v oddajah Pogled v znanost v prihodnjih tednih. V okviru audiofestivala, ki ga naša radijska hiša pripravlja v ponedeljek v Cukrarni v Ljubljani,
bo nastopila tudi igralka Metka Pavšič. Uprizorila bo humorno predstavo Veselje do življenja, za katero je besedilo napisal Aldo Nikolaj. Sledil bo pogovor o dobrih praksah pri zagotavljanju dostopnosti na področju kulture za slepe in slabovidne. Izjemna Idrijčanka namreč kljub slepoti živi polno in ustvarjalno življenje. Pred gostovanjem na audiofestivalu jo je pred mikrofon povabila Nina Brus. Veselje do življenja je humorna pripoved beračice oziroma fehtarce o njeni življenjski zgodbi in življenjski filozofiji. Pravi namreč, da si ljudje s tem, ko beračici dajo drobiž, olajšajo vest in potem lahko počnejo, kar jih je volja. Kradeje, halfaje, sujha bližnega, se nažreje, da mrtuha piješ, kot žovna se anihaš. Ja, no, vse to lahko, saj bi dober del že opravljen. A vidite, za ta občutk bi pa mogli biti nam, fehtarjem, hvaležni. Mi smo na vsak način potrebni. Kdor le čemu vista lajšema, pa še velikna kaštama. To je bil utrinek iz sicer približno 12 minut trajajoče predstave. Metka Pavšič jo uprizarja že 25 let in ima več kot 300 ponovitev. Tale fehtarica je še vedno aktualna, moram reči, je kratka in uporabna reč in me velikrat ljudje v bistvu povabijo na kakšna praznovanja ali pa kakšni društveni dogodki ali kaj podobnega za malo popestritve. Ker ni, bom rekla, nek humor na prvo žogo, je pa duhovito in se vsak nekako najde v tem tekstu. Tako da sem pravzaprav tudi na to zelo ponosna, da bo ta tekst posnet kot kratka radijska igra. No. To bo sicer drugo snemanje katere od Metkinih predstav, potem ko je na Radiu Slovenija že posnela igro Ne bojim se ne hudiča, ne biriča. Pri tej gre za resnično zgodbo tihotapke Marine Melchiorce. Gledališki projekt je nastal leta 2020 v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija. Kako pa igralka Metka Pavšič, ki soustvarja kulturo, ocenjuje dostopnost te ranljive skupine ljudi, predvsem za slepe in slabovidne? Glejte, vedno so želje kakšen korak pred realnostjo. Ampak pošteno povedano drži, da je v zadnjih letih dostopnost se kar močno dvignila. Mislim, da se vsak na svojem področju trudi, da bi približal nekatere vsebine kulturne tudi ranljivim skupinam. In ne nazadnje, kar je prilagojeno za slepe in slabovidne, je tudi za vso starejšo populacijo. Ne? Tako, naprimer, ne vem, mi smo se potrudili, da na začetku, recimo, Ne bojim se ne hudiča, ne biriča, vedno se prebere zvočni opis, tako da imajo ljudje predstavo. Potem bila sem na eni čudoviti razstavi likovni, kjer so umetniki skupaj s slepimi in slabovidnimi z njihovo pomočjo naredili take skulpture, naredili maketo recimo mostu v Gorici, da si res lahko pač otipal te stvari in si tudi predstavljal, kar je zelo pohvalno. Potem recimo muzeji se vsi trudijo, da imajo posebna vodenja. Gledališča, recimo, bi bilo fajn, da bi enkrat imela morda tudi kakšnega zaposlenega, ki bi se z audiodeskripcijo na licu mesta ukvarjal. Seveda, vsi vemo, da je tega premalo, da bi bilo fajn, da bi bilo pravzaprav vse dostopno. Ampak možnosti so pa take, kot so. Sogovornica torej poudarja, da gredo stvari na tem področju v pravo smer. Vsi se učimo, vsi se učijo, ampak imam občutek, da odprtost pa je. To je neprimerljivo kot recimo desetletje nazaj. Tako da dela se v tej smeri, veliko je narejenega, veliko nas pa še čaka. Več o prilagoditvah tudi denimo v medijih, pa seveda v pogovoru z Metko Pavšič po predstavi Veselje do življenja v ponedeljek ob 14. uri na audiofestivalu v ljubljanski Cukrarni. Ob koncu pa lahko napovemo še en dogodek, s katerim bo na audiofestivalu sodeloval tudi Ars. Ob 18. uri se bo radijska glasbena režiserka Darja Hlavka Godina
s tonskim mojstrom Matjažem Mikličem, strokovnjakom za radijsko igro, in Julijem Zornikom, strokovnjakom za sound design v filmu, pogovarjala o različnih pristopih k ustvarjanju zvočnih pokrajin in podob na filmu in na radiju. Ta ponedeljek torej vabljeni na Audiofestival Radia Slovenija v Cukrarno. Vsebino kulturne panorame so tokrat pripravili Vlado Motnikar, Urška Savič, Ana Rozman, Neva Zajc, Goran Tenze in Nina Brus. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, zvok je oblikoval Vito Plavčak. Uredil in vodil sem oddajo Žiga Bratoš. In ne pozabite, da jo lahko ponovno poslušate na spletu ali v aplikaciji za podcaste. Pozdravljeni!